stara hiša in v njej je bilo le malo stvari. V hiši je živela ostarela žena s starim kosmatincem, ki je bil njen najboljši prijatelj. Kuža je vsako jutro stekel iz hiše in preganjal veverice, vse dokler se ni utrudil. Nato se je na svoji odeji zvil v klobčič in skozi eno oko oprezal, kaj se godi okrog njega. Nekega dne sta se oba odpravila na sprehod med griče. Bila je že jesen. Zaželela si je slišati šelestenje suhega listja pod nogami in šumenje vetra v vejah. Že dolgo nista hodila po tej poti, toda bila je prav takšna, kot jo je imela v spominu. Kamni, drevesa in nazadnje skala, h kateri sta bila namenjena. Vedela je, da ju tam čaka sijajno mesto za počitek. Visoko na nebu je opazila vrano in zastala. Tudi kosmatinec se je ozrl v nebo. O, kako lepo je leteti, je pomislila. Predstavljala si je, kako razprtih kril drsi z vetrom. Že ob sami misli na to se je rahlo naježila koža. Biti ptica, to bi bilo nekaj. Stopila je dalje in kosmatincu metala palice. Kuža jih je lovil in jih pridno prinašal k njenim nogam. Zagledala je palico, ki je bila dovolj velika, da bi ji lahko služila za oporo. Preizkusila jo je. Hop, korak, hop, korak. Sijajna sprehajalna palica, je pomislila. Kmalu je prispela do svoje skale in sedla, da si odpočije. Kosmatinec, upehan po lovu na palico, je legel k njenim nogam. Obema se je prilegel počitek. Završal je veter in zvrtinčil listje v zrak. Ura je bila pozna. Starka se je spominjala, kako se je nekoč ure in ure igrala zunaj in se kar ni hotela vrniti domov. Ali dan res ne more trajati dlje? Jesenski mesec je počasi vzhajal in se nenadoma ves razkril, da je vzelo sapo. Kako to opisati? Čudovit je bil, mogočen. Bil je tako oranžen, živo opečnat. Premišljevala je, kako bi ga opisala. Ogromen, mogočen, topel, nežen, velikanski, sanjski, miren, jesenski, veličasten. Ko sta se vrnila v hišo, se je zleknila v naslonjač in pretegnila nogi. V zavesi je opazila luknjo. Jutri jo bom zašila, je pomislila. Bila je utrujena. Zaprla je oči in zdrsnila v sen. Tudi kuža se je zvil v klobčič in zaspal. Naslednjega jutra se je že zgodaj prebudila. V telesu je čutila včerajšnji dolg sprehod. Pristavila je čajnik. Nebo še ni bilo svetlo, vendar je bilo zunaj že slišati žvrgolenje ptic. Ogrnila se je in sedla pred hišo, da bi opazovala sončni vzhod. Kuža se ji je pridružil in se stisnil k njej. Čutiti je bilo hlad. Kmalu bo zima. Vedno je tako,
je pomislila, pa vendar noben dan ni enak drugemu. Zdaj je nebo jasnejše, tema izginja. Zrak je tako nežen, je pomislila, kot bi me božala nežna, mila roka. Dan se je dvignil. V mislih se je ponovno povzpela na hrib. Zdelo se je, da ne čuti, kako teče čas, a je vendar pomislila, nikamor se mi ne mudi. Nasmehnila se je kosmatincu in ga pobožala. Nov dan je pred nama. Kaj meniš? Ali ga bova preživela skupaj? O, verjamem, da ga bova, moj ljubi stari prijatelj.